Danes vam predstavljam zelo lepo hišo, novejšo hišo, zgrajena leta 2002 nad Koprom, v okolici Kopra, v vasici Tinjan, ki je od samega središča Kopra oddaljena slabih 10 minut. Hiša je bila leta 2022 popolnoma in v celoti obnovljena. Sama parcela je ravno prav velika za parkiranje, za preživljanje prostega časa zunaj. Dostop do hiše je tako iz sprednje strani in iz zadnje strani, torej možno iti iz sprednje strani, kjer se parkira v hišo, ali iz zadnje strani. Parcela je urejena, obdana z grmičevjem sredozemskim, tudi najdejo se mandarine na samem zemljišču, oljke, tako da je parcela, lahko rečem, popolnoma urejena, ni potrebna nobena dodatna investicija. Sama hiša tudi bila pred 2 leti popolnoma obnovljena. Ko se pride skozi glavni vhod v hišo, je hodnik, kjer je tudi WC za goste. Iz tega hodnika se gre v kuhinjo z jedilnico. Možno je do te kuhinje in jedilnice dostopati še po drugem stopnišču, še iz ene terase, ki je v delu, ko pridemo ven iz kuhinje. Vso pohištvo je novejše in bilo hkrati s hišo tudi v celoti takrat bolj kot ne zamenjano. Dnevna soba je prostorna z dodatno teraso, z lepimi pogledi, in v dnevni sobi je tudi kamin. Zanimivi so detajli po stenah in kaminu. Vsi ti kamni so tipični istrski in so ročno izdelani in izklesani prav za ta namen, za to hišo. Talne obroge so različne, laminat, parket in pa keramika. Ko gremo v zgornjo etažo, so stopnice obložene z pravim kamnom, keramiko, teraco, in pa v spalnici imamo lepe poglede. Spalnica je dokaj prostorna z lastno odkrito teraso, kjer je možno videti celotno okolico, obale oziroma Kopra z zelo lepimi odprtimi pogledi. Ko se sprehodimo naprej iz spalnice, pridemo do garderobne sobe, kjer je garderoba tipa odprtega tipa, torej ena soba, ki je trenutno namenjena za garderobo, prav tako svetla z odprtim pogledom. Potem je tukaj še ena spalnica, tudi z zelo lepim pogledi. Vse te strani oziroma vse te sobe gledajo na odprto sončno stran. Poleg tega pa je v zgornji mansardni etaži še velika prostorna kopalnica. V tej kopalnici je večja okrogla banja za uživanje. Potem pa imamo še v tej kopalnici tudi tuš kabino in pa seveda WC in pa dvojni umivalnik. Ko pa se sprehodimo do pritlične etaže, po stopnicah imamo tam druge prostore. Mimogrede, hiša ima sončno elektrarno, se pravi je samooskrbna, ogrevanje s toplotno črpalko. V spodnji etaži, torej pritlični oziroma kletni etaži, pa še ena ločena enota, ki ima samostojen vhod, ki je opremljena torej s kuhinjo, dnevnim prostorom, predprostorom, ki je trenutno predelan v pisarno, in pa spodnjo shrambo oziroma pralnico, kjer je tudi korilnica z notranjo enoto toplotne črpalke. V tej pritlični etaži je tudi garaža za eno vozilo, kjer je tudi možno shraniti tudi druge stvari, ki jih pač ne potrebujemo redno, in pa še ena dodatna soba, spalnica ter pa kopalnica z tušem in WC-jem. Tako da zanimiva hiša, popolnoma obnovljena.